Spoštovani gostje današnje govorke, predstavniki medijev in nevladnih organizacij, dobrodošli na novinarski konferenci Zveze slovenskih društev za boj proti raku in Onkološkega inštituta Ljubljana, s katero že tradicionalno odpiramo slovenski teden boja proti raku. Lepo pozdravljam tako prisotne tukaj v sejni sobi stavbe C Onkološkega inštituta, kot tiste, ki nas spremljate preko Zooma po celi Sloveniji. Tudi letošnji, že 39. teden boja proti raku poteka v posebnih covidnih okoliščinah in z izbranim geslom opozarja: ne čakajte na konec pandemije, proti raku ukrepajte takoj. Letos je v tedna postavljen pomen zdravstvene pismenosti za preprečevanje in obvladovanje raka. Moje ime je Amela Duratović-Konjović in bom moderirala današnje srečanje. Preden predam besedo prvim govorkam, vse udeležence, ki nas spremljate prek Zooma, vljudno prosim, da imate zvok ves čas izklopljen. Po zaključenih govorih, opozorilo na mestu. Po zaključenih govorih pa vas vabim, da se aktivno udeležite razprave z vprašanji ali s komentarji preko funkcije chat. Prosimo, da se ob tem predstavite in zapišete, na koga naslavljate vprašanje. Možno bo tudi vklop potem z mikrofonom, bomo omogočili, prav tako prosimo, da vpišete v chat. Kot smo napovedali, srečanje oziroma predavanje današnjih govork snemamo in vam bomo posnetek poslali po zaključenem srečanju. Zdaj mi pa dovolite, da kar predstavim današnje govorke. Bom še kar takole po desni strani. Z nami so generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana, Andreja Uštar, strokovna direktorica Onkološkega inštituta, izredna profesorica dr. Irena Oblak, docent dr. Urška Ivanuš, predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, docent dr. Tamara Štemberger-Kolnik z Ministrstva za zdravje in gospa Urška Košir, psihologinja, tudi z osebno izkušnjo raka in mlada ambasadorka Evropskega kodeksa proti raku. Preko video izjave se nam bo pridružila Sonja Tomšič, specialistka javnega zdravja in koordinatorica državnega programa obvladovanja raka 2022-2026. Na začetku besedo predajam najprej dr. Urški Ivanuš, predsednici Zveze, za otvoritev tedna boja proti raku. Prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni v imenu Zveze slovenskih društev za boj proti raku na tradicionalnem letošnjem 39. slovenskem tednu boja proti raku, ki poteka pod geslom ne čakajte na konec pandemije proti raku, ukrepajte takoj. Želela bi se iskreno zahvaliti vsem, ki ste danes tukaj, tako govorcem kot predstavnikom medijev. In kot veste, teden že tradicionalno začenjamo z novinarsko konferenco, bodo pa kasneje potekale še druge aktivnosti, naprimer jutri je dan odprtih vrat, ki bo potekal Onkološkega inštituta Ljubljana, ki bo potekal virtualno spletnim seminarjem za dijake, kako nastane rak in kako ga lahko preprečim. Potem v nadaljevanju tedna bomo izžrebali med učenkami in učencev osnovnih šol, ki sodelujejo v našem programu za spodbujanje nekajenja. Več kot polovica osnovnih šol sodeluje že skoraj 30 let. Bomo izbirali tiste nagrajence, ki bodo prejeli nagrado za sodelovanje v programu letos. Podarili bomo tudi donacijo v višini 35 000 evrov Splošni bolnišnici Slovenj Gradec za nakup sodobnega digitalnega videokolposkopa, s katerim bomo še izboljšali zgodnjo diagnostiko in zdravljenje predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu ter s tem doprinesli k eliminaciji raka materničnega vratu v Sloveniji. Ves teden bodo tudi potekale aktivnosti regijskih društev za boj proti raku in aktivnosti mladih ambasadorjev Evropskega kodeksa proti raku. Zveza slovenskih društev za boj proti raku je z regijskimi društvi, kot veste, med nevladnimi organizacijami najstarejša in najpomembnejša nosilka preventive raka. Naše poslanstvo je prispevati k slovenski družbi na način, da nihče ne bo zbolel ali umrl zaradi raka, zaradi lastne nevednosti ali brezbrižnosti države. Naše vodilo pri našem delu pa je 12 priporočil Evropskega kodeksa proti raku, ki jih pravzaprav lahko upošteva vsak posameznik in si s tem pomembno zmanjša
verjetnost, da bo zbolel ali umrl zaradi raka. V času pandemije COVID-19 smo svoje poslanstvo nadaljevali in nekatere aktivnosti smo še okrepili. Opozarjali smo in pozivali ljudi, da skrbijo za zdrav življenjski slog, da skrbijo za svoje zdravje celostno in naj se udeležujejo presajalnih programov, kajti kot veste, programi Zora, Dora in Svit za izjemo kratke prekinitve na začetku pandemije že od maja 2020 potekajo neprekinjeno. Ljudje, prav je, da smo pozorni tudi na zgodnje znake raka, kajti dobro vemo, da pri raku je izjemno pomemben čas. Prej kot raka odkrijemo, večja je verjetnost, da ga bomo tudi da ga bomo tudi uspešno pozdravili. Ja, začeli smo. Jaz sem jih izklopil. Da ga bomo tudi uspešno pozdravili. Zelo kmalu na začetku pandemije COVID-19 smo ugotovili pravzaprav, da ja, res je, srečujemo se z neko novo, neznano, nalezljivo boleznijo, ki pa se je samo naložila na vse dotedanje težave in bolezni, ki smo jih že imeli. In pravzaprav smo začeli govoriti o tem, da se srečujemo s sindemijo. Gre za skupek epidemij. V razvitem svetu so to predvsem epidemije kroničnih nenalezljivih bolezni, na katere se je naložila še pandemija COVID-19. In zagotovo je ena izmed izjemno pomembnih epidemij, s katero se soočamo že desetletja, tudi epidemija raka. Rak je še vedno in ostaja vodilni vzrok smrti in čeprav je rak bolezen starejših ljudi, je rak tudi vodilni vzrok prezgodnjih smrti. In kot sem že rekla, pri raku je izjemno pomemben čas. Zgodnja diagnoza pomeni manj intenzivno, bolj učinkovito zdravljenje in boljšo prognozo in večjo kakovost življenja. Izjemno sem ponosna in vesela, da smo v Sloveniji uspeli ohraniti onkološko dejavnost ves čas neprekinjeno, tudi v času pandemije. In preden predam besedo, bi se želela iskreno zahvaliti obema direktoricama za to, ker sta pravzaprav ves čas stali za tem, da nam je to uspelo. In želela bi se zahvaliti tudi vsem zaposlenim na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kajti skupaj so s svojim vsakodnevnim delom in trudom, ki je bilo pogosto skrito v očem javnosti, pravzaprav dosegli to, kar marsikomu v Evropi ni uspelo. Tako da iskrena hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa kar predajam besedo generalni direktorici Andreji Uštar, ki jo prosim za pozdravni nagovor. Lep pozdrav vsem zbranim na današnji konferenci. Kot je že bilo povedano, je preteklo poslovno leto že drugič zapored zaznamovala epidemija COVID-19. Soočali smo se s pomanjkanjem kadra, pa tudi vse večjo prostorsko stisko, ki se je v času epidemije še poglobila in se še poglablja. Neprekinjena onkološka dejavnost je prav zato predstavljala velik organizacijski in strokovni izziv, ki pa bi bil brez zavzetosti in požrtvovalnosti vseh zaposlenih praktično nemogoč. Dobro krizno komuniciranje in uspešen prenos sprejetih ukrepov do zaposlenih je pokazal na veliko povezanost in sodelovanje kolektiva. Seveda pa smo se zavedali, da moramo ukrepe na razumljiv in prijazen način predstaviti tudi našim bolnikom. Res sem ponosna, da nam je uspelo izvajati onkološko dejavnost neprekinjeno in ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem zaposlenim za odlično opravljeno delo, bolnikom za potrpežljivost, ter tudi vsem društvom na področju onkologije, ki so se pri komunikaciji z našimi bolniki v času epidemije še posebej izkazali. Zvezi slovenskih društev za boj proti raku čestitam za aktivno in uspešno delovanje ter osveščanje javnosti. Letošnji teden boja proti raku je že 39. po vrsti, kar je izjemen dosežek, ki kaže na dobro organiziranost, zavzetost in strokovnost. Vsekakor imate pri širjenju zdravstvene pismenosti pomembno vlogo in želim vam, da uspešno nadaljujete tudi v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala.
K uvodnemu pozdravu vabim še strokovno direktorico, izredno profesorico dr. Ireno Oblak. Prosim, izvolite. Tudi jaz se pridružujem generalni direktorici in izrekam zahvalo vsem, ki so kakorkoli pomagali, da je onkološka dejavnost tekla čim manj okrnjeno v tem času. Gre za ogromen dosežek, vloženo je bilo veliko truda, veliko energije in požrtvovalnosti naših zaposlenih. Epidemija COVID-19 je na žalost pomembno vplivala na zdravstveno oziroma onkološko obravnavo bolnikov z rakom po svetu. Inštitut je ves čas opozarjal, da ob epidemiji COVID-19 seveda ne smemo pozabiti na epidemijo raka. Poleg tveganj, ki jih prinaša okužba s COVID-19, je seveda lahko zapoznela diagnoza, zapoznelo zdravljenje, ima še večji negativni vpliv na samo populacijo bolnikov z rakom. V Sloveniji je bila na srečo onkologija prepoznana kot dejavnost, ki se jo ne sme ustavljati za časa epidemije, vendar je navkljub temu posredno sama epidemija vplivala na izvajanje in dostopnost do zdravstvenih storitev tudi na tem področju. Podatki registra raka, ki proučujejo vpliv COVID-19 na raka v Sloveniji v zadnjih 2 letih, nas seveda skrbijo. Zato je na mestu, da apeliramo na naše Slovence, Slovenke in Slovence, da naj skrbijo za zdrav življenjski slog, naj se udeležujejo presejalnih programov in seveda ob kakršnih koli sumljivih simptomih in znakih poiščejo takoj zdravniško pomoč. Zvezi slovenskih društev za boj proti raku čestitam za dolgotrajno oziroma dolgoletno strokovno delo in želim tudi uspešno izvedbo vseh teh projektov v tem tednu, kot ste si zadali. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo predajam ponovno dr. Ivanuš za uvod v današnjo strokovno temo. Prosim, izvolite. Hvala lepa. Še malo bom jaz govorila, potem bom pa z veseljem besedo predala tudi drugim za tole mizo. Današnja novinarska konferenca poteka pod geslom: "Ne čakajte na konec pandemije proti raku, ukrepate takoj", in osrednja tema je zdravstvena pismenost. Se pravi, zakaj ta tema, pa zakaj ravno letos, a ne? Najprej mogoče, zakaj zdravstvena pismenost. Že dolgo vemo pravzaprav, da so razlike v zdravju pogosto posledica nekih neupravičljivih razlik v izobrazbi, v razlik v socialnem, ekonomskem statusu in podobnih dejavnikov. Ampak žal na to zelo težko vplivamo, mi kot posamezniki, ki danes tukaj sedimo. Lahko pa vplivamo na zdravstveno pismenost in te dejavniki, ki sem jih prej naštela, so tudi povezani z zdravstveno pismenostjo in znano je, da ljudje, ki so manj izobraženi, ki so socialno bolj šibki, a ne, imajo tudi slabšo zdravstveno pismenost. In danes imamo dovolj znanja, da vemo, da vsak korak v smeri povečevanja zdravstvene pismenosti je tudi korak v smeri povečevanja zdravja. In zakaj pravzaprav zdaj? 3 razlogi so. Pandemija COVID-19 je pravzaprav razgalila, kako pomembna je zdravstvena pismenost tako za zdravje posameznika kot za zdravje družbe. Nedavno objavljeni rezultati projekta ZAPIS, ki so pokazali, kako je zdravstveno pismenostjo v Sloveniji, so nam dali vedeti, da lahko na tem področju še kar nekaj naredimo. In tretjič, ne nazadnje, objavljeni podatki registra raka kažejo, da čeprav zdaj v zadnjem času ponovno odkrivamo pričakovano število rakov kot pred pandemijo, še vedno nismo uspeli nadoknaditi tistih rakov, ki jih pač v začetku pandemije nismo uspeli odkriti in te v celoti. In seveda te raki niso izginili, samo odkrili jih bomo bolj pozno. In kar mi želimo zdaj narediti v bistvu ob tem tednu, je pozvati ljudi, da bodo pozorni na te morebitne zgodnje rake in da bodo ukrepali. Namreč naslavljamo predvsem tiste, ki se jim je v času pandemije mogoče nekoliko poslabšal življenjski slog ali pa so malo odlašali s klicem zdravnikom, čeprav so
pri sebi opazili kakšen znak, ob katerem so posumili na raka. Ljudje smo namreč zelo različni. Eni zelo hitro odreagiramo in pokličemo, oni drugi pa malo odlašamo. In roko na srce, pandemija nam je k temu kar malo pomagala, a ne? Nakup nekih naših izzivov, ki jih imamo v življenju, pa hitimo, pa en kup enih stvari, ki jih moramo narediti, so se nacepili zraven še te pandemski izzivi, pa tudi vstop v zdravstveni sistem je bil nekoliko spremenjen, a ne? In vse to pravzaprav je svoj delček zgodbe k temu, da pravzaprav nas je danes strah, da bi se nam epidemija raka poslabšala, doprineslo. Zdaj, vse tiste, ki so se v tej drugi skupini prepoznali, pozivam, da še danes dvignejo telefon oziroma napišejo elektronsko sporočilo svojemu izbranemu osebnemu zdravniku. Ne smejo čakati, kajti tudi rak ne bo čakal. In resnično se splača potruditi, a ne, tako za nas, kot za tiste, ki nas imajo radi, pa ki jih imamo mi radi. Kajti zgodaj odkrit rak je izjemno dobro ozdravljiv. A ne, zaradi tega se splača potruditi. Veliko lahko naredimo tudi z zdravim življenjskim slogom. Upoštevanje 12 priporočil proti raku, ki so enostavna, imate jih tudi v gradivih v mapicah, ki jih boste s sabo dobili, pa mislim, da jih bojo tudi z izjavo za javnost dobila, ne. Pravzaprav z upoštevanjem teh priporočil lahko preprečite okoli polovice vseh rakov, za tiste, ki jih pa ne moramo preprečiti, kajti vseh pač ne moramo, je pa izjemno pomembno, da jih zgodaj odkrijemo. Na tem mestu bi še enkrat poudarila, da vsi trije presejalni programi Zora, Dora in Svit delujejo neprekinjeno in so tiste začetne zamude prvih 2 mesecev že praktično skoraj v celoti nadoknadili. S tem zaključujem današnji uvod. Izjemno sem vesela, da smo danes tu zbrani tako pisana druščina onkologov, komunikologov, strokovnjakov s področja zdravstvene pismenosti, psihologov, specialistov javnega zdravja, ki pravzaprav vsi skupaj pišemo neko zgodbo, za katero upam, da jo bomo z vašo pomočjo uspeli prenesti do ljudi, a ne, na način, da bodo ukrepali. Kajti po eni strani nikoli ni ta prav čas za ukrepanje, a ne, vedno nekaj še čakamo, ampak po drugi strani je pa najbolj primeren čas za ukrepanje zdaj. Hvala lepa. Hvala lepa za te besede. Zdaj pa k besedi naprej vabim gospod Tamaro Štemberger-Polnik. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Najprej pozdravila vse v imenu ministrstva in se vam zahvalila za vse aktivnosti, ki jih seveda poleg COVID aktivnosti izvajate za dobrobit naših pacientov. Najlepša hvala. Danes pa bi bolj podrobno spregovorili o konceptu zdravstvene pismenosti in se bom kar navezala na besede dr. Ivanuševe, ki je rekla, da smo tukaj zbrani strokovnjaki različnih profilov, različnih strok, namreč zdravstvena pismenost ima zelo veliko razsežnost kot koncept in dejansko, če želimo nekaj na področju zdravstvene pismenosti narediti, bomo morali združiti moči vse stroke, zato da bomo učinkoviti pri tistem, kar nam pač ta koncept ponuja. Mogoče v prvi vrsti to, da ta koncept seveda zajema tako individualno raven kot sistemsko, politično raven. Ko govorimo o zdravstveni pismenosti, ne govorimo samo o tem, da ima posameznik nizko ali pa visoko stopnjo zdravstvene pismenosti, govorimo tudi o populacijski zdravstveni pismenosti, tako da z ministrskega vidika je smiselno razmišljati tako o razvoju zdravstvene pismenosti pri pacientih, kot na sistemski ravni z vidika ponujanja različnih možnosti, da z aktivnostmi pripomoremo k dvigu zdravstvene pismenosti na individualni ravni. Kaj so pravzaprav posledice nizke stopnje zdravstvene pismenosti pri pacientih ali pri populacijah? Pri populaciji seveda ključno je to, da imajo ljudje z nizko stopnjo zdravstvene pismenosti slabše znanje o zdravju, da ti ljudje težje obvladujejo svoje bolezni, da ne vedo, na kakšen način in kako krmarijo po zdravstvenem sistemu, da dejansko imajo manjše možnosti za uspešno zdravljenje in eventualno preživetje. In pa seveda tak pacient predstavlja višje stroške v zdravstvenem sistemu.
Ministrstvo se je v bistvu leta 2019 odločilo, da z projektnimi aktivnostmi, plačanimi iz kohezijskih skladov, pripravi raziskovalni projekt, z katerim smo želeli posnet stanje slovenske populacije in pa v neki meri pregledati, kaj se pravzaprav v smislu usmerjenega dviga zdravstvene pismenosti dogaja v zdravstvenem sistemu. Zdaj, raziskava seveda je padla ravno v epidemiološko situacijo, kar je tudi verjetno vplivalo na potek samega projekta in v to, da so se aktivnosti na projektu zaradi epidemiološke situacije malenkost zavlekle, pa vendar smo v nekem deležu naredili raziskave in tudi pridobili nekaj rezultatov. Tako je v začetku leta 2020 bila izvedena kvantitativna raziskava, za katero smo v bistvu merili stopnjo zdravstvene pismenosti pri slovenski populaciji. Z izvedbo raziskave smo bili vključeni v MPOL mrežo, ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije. V tej mreži je sodelovalo veliko evropskih držav, tako da imamo tudi primerjalne podatke in v smislu primerjalnih podatkov je Slovenija dejansko na zelo visoki stopnji zdravstvene pismenosti naše populacije. To pa seveda ne pomeni, da mi ne moremo v Sloveniji nič narediti, da ne bi te stopnje zdravstvene pismenosti izboljšali. Gledali smo različne dimenzije zdravstvene pismenosti, recimo zdravstvena pismenost splošne populacije je nizka ali problematična, približno skoraj v 50% populacije. Gledali smo komunikacijsko zdravstveno pismenost, kar bi pomenilo dejansko komunikacijo pacientov v zdravstvenem sistemu, komunikacijo pacientov z zdravnikom in z ostalimi člani tima. Na tem področju imamo dejansko omejeno zdravstveno pismenost v 20% populacije in pa pomemben delež in pomembne aktivnosti na projektu se bodo dogajale in se dogajajo na nivoju navigacijske zdravstvene pismenosti, kjer smo v bistvu zaznali nezadostno oziroma problematično zdravstveno pismenost pri 61% populacije, kar pa pomeni, da se v bistvu naši pacienti težko znajdejo v kompleksnem zdravstvenem sistemu. Poleg tega smo v bistvu na ministrstvu, kot sem povedala, pogledali tudi, kaj se v bistvu glede informiranja pacientov strani zdravstvenih inštitucij, strani vladnih inštitucij dogaja na spletnih straneh. Torej, v okviru kvalitativne raziskave smo pregledali informacije, ki so povezane z zdravjem, in pa podatke, ki so navezani na 10 najpogostejših kroničnih bolezni ali stanj, ki so registrirane v slovenskem prostoru. Ugotovili smo, da dejansko najboljše in najbolj enotno komunicirane informacije izhajajo ravno iz nacionalno vodenih programov, tako da lahko rečemo še enkrat pohvalo vsem programom, ki so na tak način komunicirani in vodeni. Z tega vidika seveda Dora, Zora, Svit, ki so povezani z rakom, imamo pa tudi druge programe, ki so tudi dobro komunicirani. Zdaj, zdravstvena pismenost je seveda koncept, na katerega lahko vplivamo z vidika zdravstvenega sistema, ima pa, kot sem povedala, tudi individualno komponento, torej pomen tega, kaj se pravzaprav s pacientom dogaja in na kakšen način v času, ko se seznani z diagnozo, kot je rak, sploh lahko govori dejansko o visoki zdravstveni pismenosti. Namreč raziskave kažejo, da
Na stopnjo zdravstvene opismenosti ne vpliva samo to, da poznamo informacije, da jih znamo prebrati, razumeti in vnesti v svoje življenje, vendar tudi trenutna čustvena situacija, v katero smo vpeti in vemo, da rak dejansko, ko se soočimo z diagnozo rak, to ni bolezen, kot je gripa, ker vemo, da jo odležimo in ozdravimo. Vsi vemo, da je zdravljenje dolgotrajno. Vemo, da se razvija zelo hitro znanost, vendar pa se v fazi, ko se ljudje soočajo s to boleznijo, vzbujajo seveda čustva. In tukaj je velik delež verjetno na zdravstvenih delavcih, da bomo znali povezati znanje in vključevanje pacienta v sistem zdravljenja, upoštevati pacienta kot posameznika in na tak način omogočiti, da bomo dvigali tudi na tem področju zdravstveno pismenost populacije. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa predajam besedo gospe Urški Košir. Hvala za besedo. No, jaz sem pa nekaj slajdov pripravila. Hvala za besedo. No, govorili smo že o preventivi in o tem, kako je zdravstvena pismenost pomembna za dobro obvladovanje zdravja. Jaz pa pri svojem delu delujem predvsem v terciarnem sektorju in se posvečam tistim, ki vseeno zbolijo za rakom. Kot psihologinja se ukvarjam s psihološkim vidikom, no, danes bom pa ta moj naslov nekako obrnila in šla od znanosti do osebnih izkušenj. Naprej, prosim. No, kljub temu, da lahko marsikaj storimo, da bolezen preprečimo, ta vseeno ni vedno preprečljiva in to je še posebej res pri mladih skupina bolnikov, kateri se posvečam pri svojem delu. Incidenca se sicer viša v vseh starostnih skupinah, a smo kljub temu vse bolj uspešni pri zdravljenju in število preživelih se tako tudi viša. No, ko govorimo potem o bolnikih, se tako posvečamo psihološkemu stanju in pa kvaliteti življenja. Naprej. No, če lahko nekako na hitro povzamem, kaj pomeni živeti z rakom. Morda ste s tole sliko oziroma zgodbo že seznanjeni, gre se za Damoklejev meč, ki tako Damoklejev visi nad glavo na eni tanki konjski žimi. No, tole prispodobo ponavadi uporabljamo za opisovanje nesigurnosti, ki jo bolniki izkušajo med boleznijo in pa tudi po preboleli bolezni. Naprej. Jaz se skozi moje raziskovalno delo skušam razumeti, kateri so ti mehanizmi in kako se različni dejavniki med seboj povezujejo. Vemo, da je vsak posameznik del zdravstvenega sistema in širšega socialnega okolja, na psihološko delovanje pa vpliva tudi fizično počutje in pa tudi življenjski slog. No, vemo, da na psihološko stanje vpliva tudi bolezen sama in zdravljenje ter potek. In tretjina mladih in pa do polovice starejših bolnikov občuti visok nivo, klinični nivo psihološke stiske med ali po bolezni. Naprej. No, in še enkrat, prosim. Psihoonkologija je tako mlada veda, vse bolj podprta tudi v slovenskem prostoru. Gre se, kot sem že omenila, za celostno obravnavo bolnika z vsemi možnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na zdravljenje. Naprej. No, pri eni raziskavi, ki smo jo opravljali še pred pandemijo, smo tudi slovenske bolnike povprašali, čemu bolezen pripisujejo. V raziskavi, kjer je sodelovalo tudi 75 mladih Slovencev, smo odkrili, da je tretjina slovenskih bolnikov raka pripisovala stresu, v primerjavi z le 6%
vrstnikov iz Severne Amerike in Zahodne Evrope. No, taka prepričanja, da je v diagnozo raka v mladih letih pripeljal stres ali morda celo kakšna osebna dejanja ali slaba razmerja, lahko privedejo do samoobtoževanj ali občutkov kakšne krivde, ki potem posledično lahko vodijo v višji nivo psihološke stiske, ki tudi vpliva na sledenje zdravljenju in pa spremljanju poznih posledic. To so spet stvari, ki lahko vodijo v slabše dolgoročne izide z zdravjem. No, in če kliknemo naprej, lahko kar poklikate, odkje našim Slovencem take ideje. Se mi zdi, da smo vsi seznanjeni, lahko kar naprej, z fenomenom Google doktorjev in pa Facebook raziskav, ki jih marsikdo upravlja te dni. No, in tukaj spet lahko govorimo o zdravstveni pismenosti, temi, ki smo jo že, o kateri smo že slišali danes. In če kliknemo še naprej, še enkrat, prosim. No, zdravstvena pismenost, kje smo? Zdravstvena pismenost je v onkološkem prostoru zelo mlada, a aktualna tema. Pred kratkim objavljena metaanaliza 15 člankov je pokazala nič kaj presenetljivega, sicer to, da je nezadostna zdravstvena pismenost vezana na slabše sledenje presejevalnih programov. In če kliknemo naprej, v evropskem prostoru sedaj delujejo tudi raziskovalne ekipe, ki skušajo ta pojem zdravstvene pismenosti nekako bolje razumeti in opredeliti in so skozi Delphi proces, v bistvu sem hotela omeniti tako zanimivost, prišli do zaključka, da je najpomembnejša stvar, s katero so se strinjali vsi strokovnjaki, da naj bi posameznik znal poiskati preverjene in resnične informacije na področju onkologije. No, če kliknemo še enkrat. Se mi zdi, da so večina stvari je povezava med zdravstveno pismenostjo, duševnim zdravjem in obvladovanjem raka zelo kompleksna stvar, tako da je potrebno nadaljne raziskave morda izvajati tudi v slovenskem in v evropskem prostoru. A če nekako povzamem, se mi zdi najpomembnejši del ta, da od bolnikov ne pričakujemo, da bodo strokovnjaki postali sami, ampak da jim pomagamo, da bodo vedeli, kdaj naj strokovno pomoč iščejo. Kje točno leži ta točka, je težko povedati in to bomo mogli začrtati skupaj z bolniki in zdravstvenimi delavci. Dalje, če še malo tako humorno in milenijsko, tale izziv je zelo težek, kdaj iskati pomoč, o tem smo že govorili, a pravočasno iskanje pomoči je vezano na zdravstveno pismenost in pa psihološko stanje oziroma nivo anksioznosti. No in če dalje zaključim še na malo bolj osebni noti tega razkoraka med znanostjo in teorijami ter realnostjo, se tudi sama dobro zavedam. Takole sem nekako 4. letnik začela tudi jaz z udeleževanjem kampanj proti raku, nato pa prestopila v bolnico. In kot primarna rešitev se mi zdi najbolj pomembno to, da v nadaljnje oblikovanje teh pojmov, kot je zdravstvena pismenost pri bolnikih z rakom, vključujemo bolnike, mlade in manj mlade. Hvala. Najlepša hvala za tole predstavitev. Zdaj boste dovolili pa še meni nekaj stavkov o komunikaciji Onkološkega inštituta z bolniki in ostalim prebivalstvom med pandemijo. Se tudi jaz rada zahvalila Zvezi društev za boj proti raku in dr. Ivanuš za povabilo predavanja danes. Slišali smo, da je zdravstvena pismenost vse bolj priznana kot pomemben dejavnik, ki vpliva na komunikacijo v celotnem procesu zdravljenja raka. Onkološki inštitut kot zdravstvena organizacija lahko prispeva svoj delček pri tem, da bolnikom z rakom olajšamo iskanje, razumevanje
in uporabo informacij za svoje zdravje, čemur pravzaprav pravimo organizacijska zdravstvena pismenost. O tem bom danes malo spregovorila, skratka ne o nivoju komuniciranja z zdravstvenim osebjem. Z zdravstvenimi informacijami in komuniciranjem našega inštituta torej lahko vplivamo na dvig zdravstvene pismenosti bolnikov z rakom, pa tudi drugih skupin prebivalstva glede preprečevanja in zgodnjega odkrivanja raka. Ni treba posebej poudarjati, da je rak kronična bolezen in kot smo danes tudi slišali, sodobna obravnava bolnika z rakom je dolgotrajna, predvsem pa izjemno kompleksna. Bolniki in njihovi svojci imajo zato velike informacijske potrebe, že od prvega suma na bolezen dalje. Pandemija COVID je samo povečala zahtevnost informiranja na tem področju. Bistveno so se spremenile seveda okoliščine delovanja celotne družbe, tudi zdravstvenega sistema. Zgodila se nam je tudi infodemija, se pravi poplava informacij, tako točnih kot tudi neresničnih ali celo namerno zavajajočih, o samem virusu, o poteku epidemije, o ukrepih, delovanju zdravstvenega sistema in to je seveda sprožilo številne nesporazume, tudi reakcije strahu, izgubo zaupanja in vse to smo na dnevni ravni občutili tudi na Onkološkem inštitutu. Naš glavni komunikacijski cilj v vsem tem času je bil nekako doseči, da bolniki razumejo tveganje za okužbo s COVID, se pravi pri tem, da imajo večjo verjetnost, da se bodo okužili, pa tudi večjo verjetnost za težji potek bolezni, ter da upoštevajo priporočila in zaščitne ukrepe inštituta, ki so bili seveda namenjeni temu, da zagotavljamo varnost tako za bolnike, kot tudi za zaposlene, da lahko opravljajo našo dejavnost naprej. In posebno pozornost smo namenili pravzaprav zagotovilom, da bodisi spremenjeni načini vstopanja na inštitut in drugi naši ukrepi ne bodo vplivali na obravnavo njihove onkološke bolezni pri nas. Strah pred tem je bil pri naših bolnikih namreč večji od strahu pred virusom. Bolnike, medije in druge javnosti smo skušali kar se da pogosto, pravočasno, pregledno obveščati o spremembah delovanja inštituta. Ukrepi so se seveda spreminjali tudi večkrat dnevno, zato smo naša sporočila tudi pogosto ponavljali, če je bilo treba. Že v pričetku epidemije smo vzpostavili klicni center za bolnike in svojce, to je recimo tudi ena taka dobra izkušnja, ki jo bomo potegnili tudi za naprej in ohranili delovanje tega klicnega centra. Spletno mesto, za katerega smo danes slišali, smo skušali preoblikovati na način, da smo lahko hitro na vstopni strani izpostavljali neke ključne informacije glede pogojev delovanja in vstopanja na Onkološki inštitut. Uredili smo tudi recimo posebne zunanje označbe v okolici, fluorescenčno oranžne, če ste jih opazili ob vstopu, za lažje dostopanje seveda bolnikov, ob tem, ko smo spremenili režim vstopa preko enega edinega nadzorovanega triažnega vhoda. Za bolj prijazno in razumljivo komunikacijo smo uvedli tudi neka nova orodja, predvsem za vizualizacijo podatkov, recimo infografike, zemljevide. Pričeli smo s pripravo video vsebin, odprli smo recimo YouTube kanal in tako naprej. Komunikacijske vsebine smo skušali čim bolj prilagajati potrebam bolnikov, kolikor se je dalo, smo se skušali postavljati vlogo bolnika in tudi svojcev in njihovih komunikacijskih potreb. In recimo en tak primer, če zelo konkretiziram, ko smo dobili cepiva proti virusu, smo recimo se mi odločili in pripravili čisto posebno zoženko o cepivih, prav namenjeno bolnikom z rakom. Vse ukrepe in aktivnosti smo vse skozi komunicirali s ključnimi društvi onkoloških bolnikov, ki smo jih nekako identificirali kot naše pomembne mnenjske voditelje za naše bolnike in jih v komunikacijo vključili kot naše ambasadorje. In zelo pomembni so bili, bom rekla, pri tem širjenju informacij inštituta preko svojih kanalov. Kot učinkovito bi rada izpostavila še skupno komuniciranje vseh treh presejalnih programov za raka, kot veste, ne delujejo vsi pod našim okriljem, Zora, Dora in Svit.
tudi Zvezo slovenskih društev za boj proti raku na področje preventive raka, pa tudi z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Med zdravstvenimi storitvami bi mogoče samo omenila vzpostavljen mobilni paliativni tim lansko jesen, kot mogoče tudi en tak pomemben doprinos za oseben stik z bolniki med epidemijo, ki je bil seveda zelo okrnjen. In če se ob koncu vrnem pravzaprav na začetek, ob vsem napredku, tako v medicini, na srečo seveda, kot tudi pri komunikacijski tehnologiji, družbenih omrežjih in tako naprej, lahko v prihodnje zagotovo pričakujemo vse večjo kompleksnost komuniciranja v zdravstvu, tudi vedno bolj izražene komunikacijske potrebe bolnikov z njihove strani, tako da nas zagotovo tudi, ko bo enkrat konec epidemije COVID, čakajo še veliki izzivi na področju zdravstvenega komuniciranja in zdravstvene pismenosti in na UI se bomo zagotovo trudili biti čim bolj učinkoviti in uspešni tudi na tem področju in dogodek, kot je današnji, zagotovo prispeva k ozaveščanju o tej tematiki. Hvala. Zdaj se bom pa postavila spet nazaj v vlogo moderatorke. Danes se nam na žalost osebno ni mogla pridružiti dr. Sonja Tomšič, zato bomo zavrteli njeno video izjavo in prosim kar sodelavca Igorja, če nam bo zavrtel. Lepo pozdravljeni. Kljub temu, da smo zadnje 2 leti večino naše pozornosti na področju zdravstva usmerjali predvsem na COVID, žal ne moremo mimo dejstva, da rak ostaja epidemija sodobnega časa. Naj skušam to nekoliko ponazoriti s osnovnimi številkami. Po podatkih registra raka vsako leto na novo za rakom zboli preko 15.000 oseb. To pomeni v povprečju 41 na dan. V povprečju 18 oseb na dan umre zaradi raka, oziroma na letni ravni preko 6.500 oseb. Med nami ta trenutek živi več kot 110.000 oseb, ki so imeli kadarkoli v življenju postavljeno diagnozo rak. Kot vidimo, je breme raka v populaciji veliko, še narašča. Predvsem gre to na račun staranja prebivalstva, kajti rak je še vedno pogostejši med starejšimi, vendar nobena od starostnih skupin ni izključena. Naj poudarim, da rak seveda ni ena sama bolezen, ampak več 100 različnih, ki imajo različne vzroke, različne poteke in različne prognoze. Eden od kazalnikov, ki se najpogosteje uporablja za to, da nekako merimo, kako uspešni smo pri obvladovanju raka, tudi v mednarodni ravni, je preživetje. In sicer gre za en tak kompleksen kazalnik, ki odraža tako individualne okoliščine, kot tudi sistemske okoliščine, ki vplivajo na zdravstvene izide. In če pogledamo preživetje, lahko rečemo, da preživetje slovenskih bolnikov narašča. Tako je bilo v obdobju 2012 do 2016 5-letno preživetje odraslih bolnikov 58%, medtem ko je bilo preživetje otrok in mladostnikov 86%. Pa vendar mednarodne primerjave kažejo, da pri posameznih rakih imamo prostor za izboljšave in pravzaprav to je tisto, kar si želimo v prihodnje. Žal vemo, da je v času epidemije COVID-a prišlo do spremenjenih tako individualnih kot tudi sistemskih okoliščin. In verjetno ste že slišali, da smo v Sloveniji beležili upad diagnoz raka v času epidemije in sicer v prvem valu celo za 30%, v naslednjih valovih za nekje 10%. In skrbi nas, kako se bo to odražalo tudi v prihodnjih letih. Današnja novinarska konferenca sicer ni namenjena temu, da bi se pogovarjali o sistemskih spremembah, ki so nastale v času epidemije, ampak bolj, da osvetlimo dejansko te individualne okoliščine in njihov pomen pri prepoznavanju bolezni oziroma pri celotni obravnavi bolnikov z rakom. Kajti ne glede na to, kakšne so sistemske okoliščine, je vedno ključna vloga posameznika in te okoliščine posameznika lahko v veliki meri dejansko nekako enačimo tudi z izrazom zdravstvena pismenost. Zdaj, kaj tukaj pravzaprav mislim? Mislim na to, da seveda je posameznik tisti, ki lahko izbira zdrave življenjske izbire,
ki se lahko udeležuje presejalnih programov, ki naj pozna svoje telo, naj se opazuje in pozna tudi znake, ki lahko pomenijo resne bolezenske spremembe, se odloči za iskanje zdravstvene pomoči, ve, kje in na kakšen način do te pomoči lahko pride, in ne nazadnje, da skupaj z zdravstvenim osebjem vzpostavi partnerski odnos v času zdravljenja in tudi v času rehabilitacije in vrnitve nazaj v aktivno življenje. V Sloveniji smo lahko ponosni na to, da so tako odločevalci kot tudi stroka že leta 2010 prepoznali, da je rak ena od bolezni, ki potrebuje strateško naslavljanje. Tako je nastal prvi državni program obvladovanja raka, ki pa na srečo ni ostal le črka na papirju, ampak je to program, ki živi in se razvija. Seveda pa zato, da program živi, je pomembno, da ima podporo tako odločevalcev kot izvajalcev in seveda uporabnikov. Tukaj pa se vedno vse začne in konča pri posamezniku. Torej posamezniku v vlogi bolnika, posamezniku v vlogi svojca, zdravstvenega delavca, odločevalca oziroma kogarkoli, ki sodeluje v procesu obravnave raka. In ravno tu je tisto, kjer je pomembno, da imamo visoko zdravstveno pismenost, kajti s tem prispevamo lahko k boljšemu izidu na področju raka. Državni program obvladovanja raka je celovit dokument, ki nekako pokriva vsa področja od primarne preventive, sekundarne preventive, diagnostike, zdravljenja, celostne rehabilitacije, onkološke paliativne oskrbe, raziskovanja, izobraževanja in seveda spremljanja bremena raka. V obdobju 2022 do 2026 smo si zadali konkretne in ambiciozne cilje, ki si jih bomo seveda na sistemski ravni prizadevali izpolniti v čim večji meri, seveda pa vsak posameznik lahko prispeva k tem, da bomo pri tem uspešnejši. In ravno višja zdravstvena pismenost vseh nas lahko prispeva in vodi k boljšemu rezultatu. In upam, da bomo čez 5 let lahko nazaj zrli na naše sodelovanje in na naše rezultate s ponosom. Hvala. Hvala lepa. S tem videoposnetkom smo zaključili ta uradni del novinarske konference. Hvala lepa vsem govorkam. Sedaj pa vljudno vabim novinarke in novinarje in tukaj prisotne predstavnike tudi društev bolnikov k vprašanjem, k razpravi, če je karkoli, da bi vas še zanimalo, prosim, kar izvolite. Na chatu nimamo zaenkrat nič. Rokic tudi ne vidim. Smo bili izčrpni, v redu. Prav, če je tako, bi pa jaz tole kar počasi zaključila današnje srečanje. Še enkrat hvala vsem za udeležbo, za predstavitve. Vabim vas, da spremljate še naprej ostale aktivnosti tega tedna boja proti raku in hvala, ker pomagate pri osveščanju širše javnosti o naših temah. Želim vam prijeten preostanek dneva. Srečno! No, hvala.